Živijo, sem ena Pristovšek in spet smo skupaj. Pravijo, da se nasprotja privlačijo in da je v odnosu treba malo potrpeti. S tem se jaz strinjam, tako kot se verjetno vi strinjate, vendar kaj pomeni, koliko nasprotna sva si lahko in koliko in kaj pomeni v odnosu potrpeti. Najlažje v življenju shajajo ljudje z istomislečimi oziroma z ljudmi, s katerimi so si precej podobni. In ko iščemo partnerja, iščemo nekaj, kar je zelo nasprotno od nas. Zakaj? Zato, ker nas privlači, ker ima to, česar mi nimamo. In na začetku je to zelo prijetno in zelo zabavno in veliko energije je v tem in privlači nas to, ker ne vemo, kaj nas čaka, ker je veliko presenečenj, ker smo osupli, ker smo navdušeni. Ampak kaj pa to pomeni za 20, 30, 40, 50 let skupnega življenja? Kaj je tisto, čemer smo si mi lahko različni oziroma koliko smo si lahko različni, da bomo lahko dlje časa živeli skupaj, da nam bo dobro, ko bomo skupaj, da se bomo podpirali, da se bomo imeli radi. Osebe, ki so preokupirano navezane, ponavadi izberejo osebo, ki ne rabi toliko čustvene bližine. Se pravi, oseba, ki si želi veliko časa preživeti z drugo osebo, ki želi veliko potrditve, ki želi veliko dotikov, poljubov, objemov, ki želi veliko povedati tej osebi, ponavadi izbere osebo, ki za vse to ni mar oziroma ne rabi tega toliko veliko, ki se morda boji preveč bližine. In tako se znajdeta v odnosu, kjer ena oseba čaka, pritiska, prosi, moleduje in trpi. In druga oseba beži, čuti ves čas neko krivdo, ker da premalo, ker ni dovolj zraven, ker ni dovolj vse to, kar tej drugi osebi da. Ne gre samo za bližino, gre za to, koliko neka oseba govori, koliko se želi družiti z drugimi osebami, koliko ji je bolj pomembno, da sta samo dva. Se pravi, gre za introvertirano in ekstrovertirano osebo. In mi lahko si predstavljamo to v neki premici, kjer sta dva skrajna dela. In nekje v sredini je med enim in drugim, vendar nobeno od teh naštetih stvari ni zelo močno. Se pravi, oseba, ki je zelo preokupirano navezana, bo verjetno našla osebo precej iz drugega skrajnega konca. In ravno tako zelo močno introvertirano osebo bo privlačila zelo ekstrovertirana oseba. Ta oseba, ki je rada veliko časa sama, ki ne rabi veliko ljudi, ki premišljuje, ki je zadovoljna sama s sabo oziroma s preživljanjem časa sama s sabo, jo bo po drugi strani privlačila oseba, ki je obdana z veliko prijatelji, z veliko družbe, ki hodi na veliko zabav, prireditev, dogodkov, ki ne more biti doma, kjer se njej se življenje dogaja zunaj doma, za razliko od introvertirane osebe, ki je zelo rada doma.
In bolj, ko sta si ti dve osebi, vsaka na svojem koncu, vsaka na svojem skrajnem delu premice, več bosta mogli med sabo uskladiti. Potem gre za pogled na svet, verska prepričanja, način, kako skrbimo za svoje zdravje, koliko nam je pomembno, kaj jemo, koliko se gibljemo. In še tisoče in tisoče drugih stvari. In bolj kot sta si osebi različni, bolj se privlačita. Ampak čez 10, 20, 30, 40, 50 let ta privlačnost, ta različnost, ta privlačnost počasi mine in ta različnost postane vse bolj naporna. In potem pravijo, da je treba v odnosu, v zakonu malo potrpeti. Kaj to pomeni? Kaj pomeni potrpeti? A to, da se nekdo lahko nad nami verbalno znaša, da lahko čustveno pritiska na nas in mi to potrpimo? Ali to pomeni, da nas lahko udari in mi to potrpimo? Ali to pomeni, da se mi s sabo pomenimo in ugotovimo, ali to lahko sprejmemo, ampak potem ni več trpljenje, potem je sprejetje. V odnosih je toliko različnih situacij, da je praktično nemogoče vse zajeti in vse našteti. In zaradi tega bi jaz povedala to, ko sem dala naslov te skrivnosti dobrega odnosa. Se pravi, preden mi spoznamo neko osebo, je fajn, če se mi osredotočimo nase in ugotovimo, kdo sploh smo. Katere so tiste stvari, ki so nam pomembne? Preko česa mi ne bi mogli iti? Potem spoznamo neko osebo, ampak v današnjem času je relativno težko spoznati neko osebo, zato ker se dejansko zelo malo družimo. Večino smo v avtih, delamo 8, 9, 10 ur na dan in ko gremo ven, smo v zaključeni družbi. In v knjigi 8 moških, zakaj pa ne, sem jaz opisala, katere so tiste pasti oziroma kako lahko mi na spoznavnih portalih spoznamo neko osebo. Ampak naslednja zadeva, kar je, rečejo ženske, ne, to ni zame. A veste, zakaj to ni zame? Zato, ker je preveč intenzivno. Zato, ker ne znamo sproti predelati čustev. Zato, ker smo prevečkrat razočarani. In mi tega ne vemo. Mi samo pravimo, da to, kar se tam dogaja, ta način, ni pravi za nas. Ampak kaj pa je pravi način za nas? Mi imamo svoja pravila. In ta pravila so za nas naravna in normalna. Ampak neka druga oseba ima drugačna pravila. In za to osebo so ta pravila naravna in edino pravilna. In ker oseba prihaja na spoznavni portal, ker grem tja, je v njenem nezavednem, zdaj bom jaz dobila moža. In ga ne dobi. Tja greste zato, da spoznate, kaj je pravzaprav vam všeč, da spoznate, kakšne so druge osebe, kakšne lastnosti imajo, kako reagirajo, kako delujejo. Da spoznate, kje je vaša meja tolerance. In zato, da se vedno znova in znova
Osredotočite nase in ugotovite, kaj je tisto, kar vas najbolj boli, ker tam je samo bolj intenzivno, boli pa enako v, recimo temu, realnem življenju. Ampak še neka zanka je in ta zanka je ta, da na spoznavni portal ne gremo. Ni šans. Jaz tja ne grem. Sploh pa ne bom dala slike. Ampak ni pa problem spoznati nekoga na Facebooku, na Instagramu. Ni problem z nekom se zaklepetati na Twitterju. Se pravi, na različnih ostalih socialnih omrežjih to ni problem. Problem so samo spoznavni portali. Druga zadeva, kar je to, da smo mi prepričani, da ko nam neka oseba nečesa ne da, da nam je to dolžna dati. Bolj ko vi želite, hočete in zahtevate, bolj vas bo bolelo. Zato, ker druga oseba nam da lahko samo to, kar ima v sebi. In ne to, kar mi hočemo. Na začetku sem rekla, da nasprotja privlačijo. Ampak to nasprotje je točno to, da ne bomo dobili tistega, kar si želimo. Odnosi niso tako zapleteni in težki, kakor jih naredimo mi zapletene in težke s tem, ker se neprestano osredotočamo na drugo osebo in se ne osredotočamo nase. Če ste že več let v razmerju, v odnosu, kjer niste zadovoljni, kjer prihaja do trenj, kjer prihaja do prepirov, kjer drug od drugega nekaj hočete, potem ste ustvarili zamere. In zamere ustvarimo takrat, ko nečesa ne dobimo, se pravi takrat, ko mi moramo trpeti in potrpeti. In te zamere ne prinašajo popolnoma nič dobrega. Te zamere ostajajo v nas. In s temi zamerami mi ustvarjamo naprej odnos. Potem pride do pasivne agresije, do kričanja, do manipulacije, do iskanja poti, kako do neke stvari, do nekega občutja, do nekega dogodka prideti. In ne gre, res ne gre, in ustvarimo nove zamere. In temu potem rečejo ljudje, da je treba v razmerju, v odnosu potrpeti. Ampak druga možnost, ki vam jo jaz ponujam, je to, da lahko razmislimo, kaj je to, kar jaz želim v odnosu, koliko tega jaz dobim, koliko tega jaz moram dati pravzaprav sama sebi. Ker eno od pravil je, da morajo drugi ljudje poskrbeti zame. Drugi ljudje morajo poskrbeti za moja čustva. Drugi ljudje morajo poskrbeti, da bom jaz zadovoljna in srečna. Ampak hkrati potem to velja tudi za njih. Torej moram tudi jaz poskrbeti za druge ljudi, da bodo zadovoljni, srečni, ljubljeni, slišani, videni, pomembni. In mi si ne izbiramo sorodnikov. Delno si lahko izbiramo, s kom bomo preživljali čas v službi, s kom bomo sodelovali. Ampak popolnoma naša izbira pa je, koga bomo ljubili in s kom bomo živeli. To je pa naša izbira in izbira druge osebe. In tukaj moramo mi prevzeti odgovornost zase.
To je bila naša odločitev. In ne glede na to, kako je to težko slišati, dajte se usmeriti vase, naredite samo refleksijo, spoznajte sebe, naredite analizo sebe. Kaj je to, kar vi želite? Kaj je to, kar vam je dolžna dati druga oseba? A veste, kaj nam je dolžna dati druga oseba? Druga oseba se je dolžna z nami pogovarjati na spoštljiv način. Pasivna agresija, kričanje, manipulacije, to je toksično in ni važno. Tukaj ne gre za označbo neke osebe. Tukaj gre za dejanje. To dejanje je toksično. Tako kot jaz nimam pravice kričati na nobenega, tako nima nihče pravice kričati name. Nihče me nima pravice žaliti, ker posega v moj osebni prostor. Nihče nima pravice z mano manipulirati. In če sem jaz jezna na neko osebo, potem je to moj problem in jaz moram to rešiti sama. Pogledati moram vase in se vprašati, kaj sem želela, kaj sem pričakovala, ali mi je ta oseba to dolžna dati. In zdaj smo tam, kjer ne vidimo uvida. Mi smo prepričani, da nam je ta oseba to dolžna dati. Ampak, če obrnemo, ali smo mi res pripravljeni vsako osebo ljubiti, se vsaki osebi posvetiti? Ne. In potem rečejo, ja, ampak on je moj partner, on je moj mož, on je moj fant. Ja, ampak v času spoznavanja, ki traja nekje do 2 leti, vi spoznate, približno spoznate, kakšna je ta oseba. Res je, da se mi z leti ves čas spreminjamo. Spreminjam se jaz, spreminja se moj mož, spreminjate se vi, spreminjajo se vaši partnerji in možje ali pa fantje. Ampak to, kar nama je skupno, na tem midva lahko gradiva. In bolj, ko sva si različna, manj skupnega imava. In zato je to težko. Kaj je torej skrivnost dobrega odnosa? Skrivnost dobrega odnosa je to, da mi ugotovimo, kaj mi rabimo, kaj mi hočemo, ali nam je ta oseba to sposobna, pripravljena dati, in če nam ni, potem zaključimo odnos že na začetku. In če ste v razmerju in niste pripravljeni odnos zaključiti, potem predelajte zamere, ki so se v letih ustvarile v vas. Kako se to naredi, sem povedala že 1000-krat, sem napisala. Je napisano v knjigi Čarobni odnos. Je napisano v Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz. In je napisano v knjigi 8 moških, zakaj pa ne. Je napisano na moji spletni strani. Imam individualno svetovanje in veliko je narejenih tudi posnetkov, kjer si vi s posnetki lahko pomagate, da zmanjšate, da odstranite, da ne boli več tako močno in da lahko razširite svoj pogled na vaš odnos in na vaš same. V življenju oziroma v odnosu ni treba trpeti. Odnos, kjer je trpljenje, potem v tem odnosu je toliko narobe, da je vprašanje, ali
smo ga sposobni sestaviti do te mere, da ne bo nikoli da ne bo bolelo, da ne boste trpeli. Jaz nisem hotela zamoriti s tem zadnjim videom v letošnjem letu, ampak še enkrat bi poudarila to, da je v prvi vrsti pomembno to, da se mi pogovorimo sami s sabo, da smo mi sposobni sprejeti tisti temni del oziroma tisti neprijetni del, tisti del, ki ga ne maramo, da smo ga sposobni počasi vsaj delno predelati in da nehamo zahtevati od druge osebe, da nam mora dati hočem, je toksično. Ampak boste našli ljudi, kjer bodo rekli, drugi ljudje so dolžni poskrbeti za to, da se bom jaz imela dobro. In ti ljudje se bodo družili skupaj in bodo drug drugemu dajali v nedogled še, dokler se ne bodo izčrpali. Ker veste, najtežje je brati misli drugega človeka in narediti točno to, kar si v tistem trenutku želi. Ampak točno to velja za nas. Torej, če hočete imeti precej enostavne in dobre odnose, kjer se boste počutili varno, potem poiščite ljudi, družite se z ljudmi, povežite se z ljudmi, ki so vam podobni, ki podobno razmišljajo, ki imajo podoben stil življenja, ki imajo podoben stil navezanosti, ki so ali introvertirani ali ekstrovertirani. Kako veste, ali ste introvertirani ali ste ekstrovertirani? Preprost test je to, ali vas družba utruja ali vam da energijo. Introvertirane osebe družba utrudi, ekstrovertirane osebe družba napolni. Imejte se radi, dajte se malo poglobiti vase, naročite se na moj YouTube kanal, da ne boste zgrešili naslednjih videov in vidimo se v naslednjem letu. Srečno in nasvidenje.